Tam jutri bi rad nekaj povedal, ker smo še na začetku novega leta. Bog si želi vsak dan delovati v našem življenju in nas želi ponuditi v svojem kraljestvu. Prepričan sem, da si vsi želimo, da bi nas Bog v tem letu blagoslovil, vodil ponudil, da bi se Božje kraljestvo širilo tu v Nuskovi in okolici, tam, kjer živimo in tam, kjer delamo. Želim nas ohrabriti, sebe tudi, ne sramujmo se Jezuša. To je najboljša investicija, koliko damo ljudem Kristuša Jezuša. Ne smo na primeri biblijske osebe Jabeca pogledali, kako nas Bog leko blagoslovi in ponudca v svojem kraljestvu.
Pogledajmo si Jabeca, Božjega človeka, o šterem goči Sveto pismo v Stari zavezi. Jabec je najbil istopojoča osebnost v Svetom pismu, kot na primer Abraham, Možeš, David v Stari zavezi, ali pa kot Peter, Janez in Pavel v Novi zavezi. Jabec je bil skromen človek Svetega pisma, vendar pa je Jabec fejs zavil po Bogu. In toh gra to nekaj posebnega v Božji očaj. Preštelimo Božjo reč iz prve kroniške knjige, 4. poglavja, 9. in 10. vrstica, tok pravi. Prva kroniška knjiga, 4, 9 in 10, tok pravi Božja reč. Jabec je bil bolj slaven, kakor njegovi bratje. Njegova mati mu je dala ime Jabec, ker je rekla, bolečine sem ga rodila. Jabec pa je klical Izraelovo Bogu in rekel, o, da me vendar blagosloviš in povečaš moje ozemlje. Naj bo tvoja roka z menoj, da me obvaruješ pred nesrečo, da me ne zadene bolečina. In Bog je naklonil, kar je Jabec prosil. Prvi 9 poglavje prve kroniške knjige vsebuje rodovnike, štiri naštevajo več kot 600 imen. Ravno v sredini vseh teh biblijskih imen Bog izloči človeka po imeni Jabec. Zakaj je Bog izbral ravno Jabeca? Ko je Jabec napravil, da se je njegovo ime ohranilo več kot 4 let? Ko ga je zdignilo na nadpovprečje v Božjem kraljestvu? Prešteli smo, da je Jabec bil bolj slaven, kakor njegovi bratje. Njegova mati mu je dala ime Jabec, ker je rekla, bolečini sem ga rodila. Hebrejska beseda ali reč pomeni bolečina za Jabeca. In ne nam je točno znano, zakaj mu je njegova mama dala ime bolečina. Vendar le ko ugibamo, mogoče mu je v času nosečnosti mral njegov oče. Mogoče se je Jabec rodil fejs betežen ali pa celo pohabljen. V glavnem, Jabec je svoji mami zadal bolečino. In te čitamo naprej. Šteli smo že, Jabec je molil k Bogu, o, da me vendar blagosloviš in povečaš moje ozemlje. Naj bo tvoja roka z menoj, da me obvaruješ pred nesrečo, da me ne zadene bolečina. In Bog je uslišal molitev od Jabeca. Dragi moji, Jabec je v svojem življenju imel veliko vizijo, velika pričakovanja od Boga in se je njemi popolnoma predal in njemi zavipal. Da so bili njegovi prijatelji zadovoljni s tem, ko so imeli in ko so dosegnili svoje življenje, je Jabec molil, o, da me vendar blagosloviš. Bog blagoslovi me. In to mi tudi lepo vsak dan delamo. Prvo, ko idemo na delo, Bog blagoslovi tej dan, blagoslovi mojo pot, blagoslovi mojo delo, štero upravljam. Jabec je molil, o, da me Bog mogočno blagoslovi. Oče v nebesi, želim si nekaj velikega od tebe. Želim si, da me v mojem življenju blagosloviš. Želim si, ko sem blagoslov mnogim. Čital sem ganljivo življenjsko zgodbo misionarja Johna Hydeja. Rojen je bil v Ameriki 1865 leta. Po svoji spreobrnitvi sta svojim starejšim bratom sta se odločila, da šla v misijsko šolo. Brat je v času študija fejs betežen grad in mrav. John Hyde pa je poleg izgube svojega
brata iskal Gospoda in se je odločil, da konča misijsko šolo, ko ide za misionara v Indijo. Hajde si je dosti časa vzel za molitev. Več časa si je vzel za molitev in za skupnost s Gospodom, kot za vse drugo. Zavoljo toga so ga njegovi kolegi, misionari v Indiji, kritizirali. Pa ti nikaj drugo ne delaš, kako samo moliš. Ali Bog je začel Hajdaja čudovito nicati. Tako da se je po njegovi službi v Gospodovem deli gezaro in gezara in 100 gezara ljudi spreobrnilo. Čital sem, da je v eni pridigi Hajde povedal samo 3 reči, to se meni še ne zgodilo. Naš Oče nebeški, in gezara ljudi je spadnilo na svoje kolena in dalo svoje življenje Jezusu. To nam meni nagovarja. Mi pa molimo za enoga pa za 2, pa še to ne vidimo včasih. Hajde je goro za Boga. Ali Livingston in drugi, ko so te ljudje doživeli svoje življenje. Vse so dali na Božji oltar, samoga sebe. John Hajde je znal moliti, o Gospod, daj mi duše za nebesa ali pa mrgenj. Žal, prehitro je mral, komaj 47 let je bil star, ko je mral. In njegov doktor mu je pravil, Gospod Hajde, če ščete še živeti, morate henjati, moliti. On je pa pravil, to ga ne mral. In to je tudi odišel prehitro. Imel eno bremen za zgubljeni svet. Včeraj sem preštel še en stavek od Nik Vujčiča, katerega Bog trenutno fejs ponica v svete. Pravi, sem brez rok in brez nog, ali sem srečen v Jezuši Kristuši. Ko je moja sreča? Bogatstvo. Moja sreča je Jezus. Jezus, který je vse činil za mene. Večkrat molim in sem Bogu hvaležen za tiste ljudi, ko so prinesli evangelij v Prekmurje. Našo ves 66 številk, ena od te menjši, najmenjši. In moja babica je bila prva v našem domu, ko se je spreobrnila. In lek vam povem, bojte vzgled svoje dece in svojim vnukom. To štej. Ne dosta gučati. Moja babica je bila mi vzor. Da sem se 1974. leta poslal od njej, ko sem šel v Švico, bežal sem od Boga. Pravim, babica, jaz idem pa se vidiva drugo leto. In ona je pravila, Viktor, mi vas se videla, če boš ti dal svoje življenje Jezuše. In drugo leto smo ti pokopali v junija 75. leta. Ali ona je na moje življenje napravila veliki vtis. Ljubila je Boga. Kuma je že šlo? Šlo je 2 km, 3 km, eno smer peške v cerkev Žanovle. Vrnimo se nazaj k Jabeci. Jabec se nešto biti navaden človek. Jabec si je želel več. Želel si je Božjega blagoslova. Želel si je, da bi napredoval v svojem duhovnem in telesnem življenju. Zato je tudi molil, o, da me vendar blagosloviš in povečaš moje ozemlje. Jabec je imel veliko vizijo in ko je najbolj važno za svoje življenje, si je želel Božji blagoslov. Jabec si je želel živeti v tesni skupnosti z Bogom. Želel si je, da ga Bog blagoslovil na vsakem koraku njegovega življenja. Želel si je Božje prisotnosti. Žal je v našem času predvsej vernikov, kateri so zadovoljni s tem, ko so in ko imajo. In ko so dosegnili svojem duhovnem življenju. Dragi moji, Bog ima več.
Bog ima več, kot smo mi do gnezd doživeli. Bog ima več in Bog nam tudi še več doti. Odprimo naša srca Bogi in on da včino svoje delo v našem življenju. Znate, Bog si želi za vsakoga od nas, da sanjamo o veliki Božji deli, da sanjamo o velikem Bogu, da sanjamo o veliki uspehi in dosežki v našem življenju, posebno v našem duhovnem življenju. Kako Bog lejko v našem življenju deluje? Kot prvo, imejmo Boga na prvem mestu v svojem življenju. Imejmo velika pričakovanja od vsemogočega Boga. Jaz sem pravo 1974 sem šel v Švico. Dobesedno kot izgubljeni sin. Bežal sem od Boga. In hvala Bogu, ko me je 76. leta, eno soboto julija, ne vem točno datuma, srečala me je Božja milost. Božja slava je prišla nad moje življenje in dal sem svoje življenje Jezuše. Jaz še zdaj točno znam v Interlakni, poleg ene reke Are, tekla je tako čista voda in jaz sem se tam džavko. Sem prav, Gospod, če me ti spremljaš nazaj, jaz želim tebe slediti. In sprejel me je. In tem je Bog položil na srce izgubljena duša. In od 1980 do 2004 smo tam delali, da je Esta prišla, pa tudi drugi med našimi Jugoslovani ali bivšimi Jugoslovani. Dosta ljudi je čulo evangelij. Mi smo v tej 24 letih v Švici prek 200 ljudi krstili vodi. Najboljše leto je bilo 95. leta. 300 ljudi smo krstili v 95. leta. In to je bila vojna v Jugoslaviji. Mi smo tiste s pomočjo švicarskih cerkva poslali 3 gezaroton, nekdrih 120 kamionov pomoči. Pa ne samo to, meni je sikdar bral na srce poleg riža, pa cukra, pa ne vem ko, pa gvanta, pa zdravil, no in tudi evangelij ide v bivšo Jugoslavijo. Mi smo poslali bivšo Jugoslavijo približno 500 gezarov izvodov različnih knjig, Jezus naša usoda, darovi duha, vse prevedene, vse jezike bivše Jugoslavije. Od Werner Knizela knjiga, da mi napride na misel, najvažno, v glavnem, dosta knjig. In Bog je to blagoslovil. Spomnim se, sem bil v Zagrebi, cerkvi, pa so pravili, tej so se prek teh knjig spreobrnili. In nam Bog pomaga, ko ne sogamo, temveč ko idemo naprej. Amen. Bog Svetega pisma je tako veliki, da je skozi Rdečo morje na pravo pot, tako da je izraelski narod šel po sujem skozi Rdečo morje. To je naš Bog, veliki vsemogoči Bog. Si lahko predstavljate? Vode so se odprle. Izrael ide po sujem. Ne 5 njih. Milijon. In Biblija pravi v 2. Mojžešovi knjigi 14, 12 do 22, 2. Mojžešova knjiga 14, 21 in 22, tako pravi Božja reč. Bog je pravo Mojžeše, iztegni svojo roko na morje in Gospod je gnal morje z močnim sodnim vetrom vso noč nazaj. Iz morja je naredil suho zemljo in vode so se razdelile. Izraelovi sinovi so šli po suhem in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. To bi bilo interesantno videti.
pesem, štero skoraj vsi znamo, tok pravi: velik je Bog, poj z menoj, ker velik je On. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Na veke vlada On, veličasten je, z besedo vse drži, z besedo vse drži. Trojedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, od vekoma je On in vedno isti je. Zvišeno ime, vredno vse časti. Zato bom pel: naš Bog je velik. Dragi bratje in sestre, dohenjamo senjati kog kristjane o velikem Bogu, začnemo duhovno merati in hirati, zato nas će se ohrabriti, ne henjajmo njemu zavipati, zavipajmo njemi. Amen. Zavipajmo njemi. On ima dober načrt za vsakoga od nas. Včasih ne takše načrte, kot se mi želimo, ali on ne dela napak. Bog nas je pozval v svojo skupnost, da rastemo, napredujemo in se duhovno razvijemo. Bog si za naše življenje želi, da čakamo velike in nedomljive stvari od našega dobrega Boga. Od očeta oči, štiri se ne spreminja in je sikdar isti. Kot drugo, je za Božje delovanje v našem življenju potrebno, da imamo rastočo vero v živoga Boga. Jabec je ne imel samo velika pričakovanja od Boga, temveč Jabec je imel tudi rastočo vero v Boga. Popolnoma je svoje življenje zavil po Bogu. Njegova vera me je zadostovala, da je molil Boga in Bog mu je dal odgovor na njegove molitve. Svetopismo navaja nekaj zanimivih dejstev o Jabeci. V teh dveh vrsticah, štere smo prešteli, na začetku nam je nepovedano, da bi Jabec imel kakšno posebno sposobnost ali dar. Tudi nam svetopismo nikaj ne pove o tem, ali je bil Jabec bogati ali izobražen. Jabec je bil navaden človek z nenavadno vero. Jabec je bil navaden človek z nenavadno vero. In bratje in sestre, ne skrbimo za tisto, ko nemamo, če imamo vero v živoga Boga. Jaz verjam, mi imamo dosta več, če bi mi to Bog še skapirali, pa verovali, posebno verovali. Bog nam je dal, ko nucamo, in Bog da nam dal, ko mu nucali. Bog rad nuca navadne ljudi. Ljudi, štiri verjajo v njega in so mu pripravljeni zavipati in računajo z njegovo pomočjo in z njegovo prisotnostjo na vsakem koraku. Znate, ne je toliko pomembno, kako velika je naša vera. Biblija pravi, to skoraj ne moramo razumeti, ali to, ki je pravi, zadosta je gorčično zrno. Ali ko je pomembno? Pomembno za nas je, ko verjamo velikega Boga. Naš Bog je veliki Bog. Naš Bog je čudoviti Bog. Naš Bog je dober Bog. Da je on tebe in mene odebral, to je Božja milost. Posebno za sebe gočin. Vi ste dobri ljudje. Posebno za me ta gočin, ko je Bog na me našel. Ne vem, ko bi bilo, če bi moja babica, pa tudi moje storiške, če bi ne molili za mene. Verjamo velikega Boga. Čitali ste sigurno život Vilka Zvota. Človek, ko je skoraj ne znal pisati. Tako je bil pismeni, ko je znal čitati. In samo eno knjigo je prešlo, Sveto pismo, nikaj drugo. Drugi zdaj pišejo za njega knjige, pa dobro služijo. On je
trikrat ali štirikrat doživel, ko skozi njegove molitve so ljudje od mrtvih stonili. In najbolj navorno v cerkvi je bilo, da je on pravil, što prvo pride pred prižnico, da je ozdravo. In nišči od tistega platforme je nešel beteža nazaj. Gezere in gezere ljudi se je spreobrnilo in doživilo ozdravljenje. Za njega pravijo, ko je bil apostol vere. On je verbo. Jabec je zavil po svoje življenje Gospode. In dobro je, ko tudi mi zavipamo svoje življenje Gospode. Popolnoma, vsaki dan, vsako vero, na vsakšoj poti. Da nam dobro ide, pa tudi da nam slabo ide. Da gledamo na njega in računamo z njim. Kot tretje, da Bog leko deluje v našem življenju, moramo biti ljudje molitve. Jabec je bil človek molitve. Mi štiri smo že malo starejši, se spomnimo. Mi smo, se spomnim, žanovali, ko sem imel 5-6 let, po 3 ure v nedeljo zvečer se je molilo. Gojno v 8:30 v cerkev, nedeljska šola, v 1:30 pa v cerkev, zvečer pa v cerkev. In molilo se je. Spomnim se, moje storiške so posebno v zimi, vsaki popoldnevi šli v štolo in tam molili. In nekaj se spomnim, kako je moja mama šla po dvorišče. Moli, ne sem grozno, v jezika je molila. Bila je srečna in sem mislil, Gospod, ko se to dogaja? Mi nemamo časa za molitev, to je problem. To je tudi problem Evrope. Evropa beži, tudi cerkev, čisto napačno smer. Jabec je molil k Bogu. Prvo, za ko je Jabec molil in prosil Gospoda, je bil, daj mi, Gospod, tvoj blagoslov, da bi lejko uresničil svoje sanje, je prosil za Božji blagoslov. Molil je, Bog, želim si, da me blagosloviš. A ne je to fajn, ko tudi mi leko vsako jutro, glavno gespa moja žena, vsako jutro moliva v Kipar, prvo, ko ne ide delati. Dobro, to ne mrejo vsi. Ali zvečer si več časa zimava za molitev. Večkrat smo na kolenaj, posebno moja žena, na kolenaj in moliva za naja, moliva za najne drage, moliva za cerkev, moliva za vse cerkve v Sloveniji. Moliva in kličeva Gospodi. Najbrž tudi vi imate takše, 4 so še nespreobrnjene v rodbine. Bog odpri oči, ko pride nazaj k tebi. Jabec je molil, Bog, želim si, da me blagosloviš. In zanimivo je, da je Jabecova prošnja v nadaljevanju gratala odločnejša. O, Bog, želim si, da mi narediš naslednje. Želim si, da povečaš moje ozemlje. Jabec je što več. On je ne bil s tem zadovoljen, ko je imel. On je što več. Fejs je pomembno, da molimo za svoje življenje. Da molimo za naše drage, za naše družine, za našo deco. Mi jih leko vzmolimo, to vam ga povem. Leko jih vzmolimo. Da molimo za naše sorodnike, sosede, da molimo za cilje v našem življenju. Je to Božja volja, ko mu ga delo zdaj, ali ne? Bog si želi, da molimo za Kristusovo cerkev in za izgubljena okrog nas. Kako sem že prvo povedal, dragi moji, Evropa ide v napačno smer. Čul sem, ali čital, ne vem, da je točno, v Nemčiji je izstopilo iz evangeličanske in iz katoliške cerkve prek 300 milijonov Nemcev.
V Nemčiji je Bog Nemcom penes, bogatstvo, razkošje, uživanje. Ljudje so pozabili na Boga. In naj daj Bog, ko mi binkušnik, da ho pozabimo. Naj nam Bog pomaga. Jaz verjam, Bog ima še več, kot mi si želimo. Znani evangelist v Afriki Reinhold Bonke, štereži pri Gospodi, je tako napisal: Cerkev, štera ne rešuje izgubljeni, je sama izgubljena. Naj nam Bog pomaga. Znam, kako je to, ko se ne sramujemo Jezusa. Povejmo dola, ene do sprejeli, drugi ne do sprejeli. Ali tisti, štiri spremljajo, do zelo hvaležni, ko smo jim povedali od Jezusa. In Bog nas spodbuje, naj ga prosimo. Apostol Jakub piše v Jakobi 4:2: nemate, ko ne molite. Jeremija pravi v Jeremija 3:33, tako pravi Božja reč: kliči me in ti bom odgovoril. Povedal ti bom velike in nedomljive reči, ki nisi poznal. Kliči me, zazovi me. Apostol Pavel pravi v pismu Efežanom 3:20, da lahko Bog pomoči, katera deluje v nas, v vsem napravi neznano več od tega, kar prosimo ali mislimo. To pomeni, da do Boga ne moramo biti prezahtevni. Svojimi prošnjami ne moramo preseči Boga. Bog nam lejko da več, ko ga prosimo. In ko si želimo od Boga, ko včini v našem življenju, mogoče ga lejko prosimo, če smo betežni: Gospod, ozdravi me, dotekni se me. To je najgrej prositi, to je dobro, ko to prosimo. Ali pa prosimo: Gospod, ti vidiš mojo zakonsko zvezo, ko se dogaja. Dotekni se me, dotekni se moje družine, moje žene ali pa mojega moža. Čini čudež. Ali pa prosimo Boga za zgubljene. Ja jih mnogo imam, moje sestrične, bratrance, moje nečakinje. Bog odpre srce, ko se k tebi vrnejo. Znate, Bog je naš oče in on si želi, da blagoslovi naše življenje in skozi nas še druge, da bi še mnogi Jezusa sprejeli in Jezusa doživeli. In najvažnejše, ko je v našem življenju, je Božja prisotnost. To je tudi Jabec prosil: Bog, naj bo tvoja roka z menov. Naj bo tvoja roka z menov. Dragi moji, to je najvažnejše za naše življenje. Gospod, naj bo tvoja prisotnost v mojem življenju. Vsaki dan, vsako vero, vsako minuto. In da prosimo Boga za njegovo prisotnost v svojem življenju. Smo lejko prepričani, da je Gospod z nami, v nas in pri nas vsaki dan. Vsako vero, minuto, sekundo, dokeč ne pride po nas. To nam je obljubljeno. Ta obljuba, da je Jezus sikdar z nami, nam je svetom pismeno obljubljeno. Tako je. In Jezus pravi Matejem evangelije 28:20b: in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In to moramo verovati. Bogu se moramo zaupati, ali lejko zaupamo. In na konci, Jabec je prosil Gospoda ešte za Božjo zaščito. Za Božjo zaščito. Dragi Gospod, prosim te, da me obvaruješ pred nesrečo, da me ne zadene bolečina. To sem ga ne tudi molil. Prvo, ko sem šel na pot, sem preštel dvakrat to predgo, Psalm 103,
stav 91. Gospod, ne vem, koliko še je pot, prosim te, ko me čuvaš, ko me zaščitiš na poti. In to je naše bogatstvo. Ko imamo dobrega Gospoda, ne slabega, fejs dobrega. In psalm 91, s tem bomo počasi končil, psalm 91, 1 do 16, tako pravi Božja reč. Psalm 91, 1 do 16. Tisti, ki stanuje v zavetju najvišjega, ki prenočuje v senci mogočnega, pravi Gospodu, moje zatočišče in moja trnjava, moj Bog, ki vanj zaupam. Zares, on te bo rešil iz pičarjeve zanke pred pogubno kugo. Svojimi krili te pokrije, pod njegove peruti se zatečeš. Ščit in oklep sta njegova zvestoba. Ne bo se bal nočne strahote, ne puščice, ki leti po dnevi, tudi ne kuge, ki hodi v temi, ne žela, ki postoši v povdne. Naj jih pade 1000 na tvoje strani, 10.000 na tvoji desnici, tebi se to ne bo približalo. Samo svojimi očmi boš pogledal, pa boš videl plačilo krivičnikov. Zares, ti, Gospod, si moje zatočišče, najvišjega si postavil za svoje prebivališče. Ne bo te zadela nesreča, udarec se ne bo približal tvojemu šotoru. Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih poteh. Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Čez leva in gada boš stopal, poteptal boš mladega leva in morsko pošast. Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi. Branil ga bom, ker spoznava moje ime. Kliče me, pa ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski. Rešim ga in mu izkažem čast. Dolgostjo dni ga nasitim, pokazal mu bom svoje rešenje. Najlepi psalm, čudovite. Pod njegovimi perutmi. On nas še zaščititi. On nas še blagosloviti. In dragi bratje in sestre, verjam, ko se vsi mi želimo. Želimo si, ko nas Bog v tem leti čuva, vodi in ponuca. Amen. Ko bi še mnogi vnuskovi in v tej kraje Jezuša doživeli in spoznali. Ne gremo samo tisto črno. Dosta ljudi nam pove, ne. Mi imamo dobre sosede, moram praviti, zelo dobre sosede. In posebej en zakonski par, že so starejši, si kdaj me zovejo na kavo. In ti ga probam tako pomoli. Zadnjič gospa pravi, moj mož ima trn v peti. Ne vem, če to znate, kako je to je grozno. Jaz sem tudi imel. Pa sem hodil na masažo v soboto, pa sem se tako veselil, 5-krat na masažo, pa da se vrede. In čo se je bilo dobro, pa se je vrnilo. Ali te smo molili. Molili so in zdaj že ne vem koliko let, njega več trna. In sem ga tej gospej Višnji pravil, gospa Višnja, jaz sem tudi imel trn v peti, ali mi smo se molili ste se, pa ti, njega več trna. To je naš Bog. Žal se si gre nas zgodi hitro, ali mi imamo v upanju našega Boga. In vam povem, kaj sem povezan z vami, pa moja žena. Posebno tudi za Slavico, dosta molimo. Tudi v cerkvi na Ptuju molimo. In molimo, naj Bog čini svoje delo. Dragi moje, te 3 stvari vzemamo sebo. Imejmo veliko željo do Boga. Živimo v tesni skupnosti z Bogom. Potem druga stvar, imejmo razstavčo vero. Vero v živega Boga.
Naš Bog je ne mali Bog. Naš Bog je živi Bog, veliki, največji. In tretja stvar, molimo, več kot dognes. Molimo, Gospode, imejmo skupno z njim, molimo drug za drugega, blagoslavljamo drug drugega in želimo drug drugome Božji blagoslov. Oče dragi, mi smo ti hvaležni, ko smo lejko zbrani pred tvojim obličjem v tvoji prisotnosti. Hvala ti, Gospod, za tvojega služabnika Jabesa. Ne si ga pusto nacedili, temveč ti si ga ponicil. In tudi z nami je tako. Ne si nas pusto nacedili, povzul si nas. Ne zato, ko smo tako dobri, zato, ko je tvoja milost neskončna. Hvala ti, Jezus, za tisti dan, da si prišel v naše življenje, da si prinesel spremembo, odpuščanje naših grehov in večno življenje. Hvala ti, Gospod, ko smo sami doživeli, leko damo dola. Ker te prosim za moje drage brate in sestre, ti jih blagoslovi, ponicaj v tem kraje, ko bi še mnogi tebe spoznali in tebe doživeli. Hvala ti, Gospod, za vse, ko si že včinil in verjam, Gospod, za vse, ko boš še včinil. Tebe častimo, tebe slavimo in tebi dajemo hvalo in čast. Ti naš dober Bog, Bog Oče, Sin in Sveti Duh, v imeni Jezus. Amen.